Za gospoda Kotnika. Kaj bi se v Sloveniji naredilo z slovenskimi bankami, če jih takrat ne bi z davkoplačevalskim denarjem dokapitalizirali? Jaz lahko povem, da bi šle v stečaj. In kaj bi se zgodilo z lastniki podrejenih obveznic, če bi banke šle v stečaj? Izgubili bi vse. Ampak želim slišati to od vas, če te trditve držijo. In kot drugo za gospoda Arharja, ne vem, bil ste guverner Banke Slovenije. A bi po vašem mnenju lahko mimo pravil Evropske centralne banke, Evropske komisije speljali pomoč slovenskim bankam in če ja, kako? To me resnično zanima, glede na to, da ste bil guverner v naši banki in verjamem, pravila poznate. Danes je bilo kar nekaj besed ali pa zavajanj ljudi, ki nas poslušajo in gledajo, in jaz mislim, da je res prav, pa če trikrat ali pa petkrat določene stvari povemo. Zato ti dve vprašanji na začetku. Bom začela tam, kjer se je ta stvar začela. V slabi gospodarski situaciji države. Zdaj, kaj je posledica? Slaba gospodarska situacija, stanje v bankah, ali je stanje v bankah krivo bilo za katastrofalno gospodarsko situacijo, konec koncev ni pomembno, ampak ko smo se lotevali sanacije bančnega sistema, smo beležili 5-odstotni padec gospodarske aktivnosti. Vrednost ali pa strošek našega zadolževanja je bil 7%. Nekaj manj kot 130 tisoč brezposelnih, bonitetne ocene so državi padale iz ocenjevanja v ocenjevanje. Danes je z nami veliko novinarjev in se bodo verjetno spomnili svojih besed izpred, ali pa naslovov izpred 2 let. Slovenija najbrž srednjeročno ne bo več del evrskega območja. Slovenija se giblje v območju smeti. Za Slovenijo se že pripravlja pristop pomoči, ki je med grškim in ciprskim. Slovenija bi morala zaprositi za finančno pomoč, v Slovenijo naj pride trojka. Krpanje lukenj v tajkunskih bankah ogroža prihodnost Slovenije. Ocena luknje v bančnem sistemu se je gibala med 3 in 12 milijard evrov. To je bilo stanje, v katerem smo se lotevali sanacije bančnega sistema. Jaz verjamem, ali pa bom rekla, sem pravzaprav vesela, da se danes sploh lahko pogovarjamo o sanaciji bančnega sistema, ker to pomeni, da smo jo izvedli, da smo jo uspešno izvedli. Prepričana pa sem, da bomo ugotovili tudi, ali smo v naše banke dali ravno prav denarja, ali mogoče malo premalo denarja, ali pa tudi preveč denarja. In če smo želeli našo državo peljati nazaj na pot okrevanja, in jaz upam, da smo si to vsi želeli, je bila edina prava pot ali pa najbolj nujen ukrep sanacija bančnega sistema. Zakaj pa pravzaprav smo morali sanirati naš bančni sistem? Zato, ker so se v preteklosti dogajale napake, in to hude napake. To se mogoče danes sploh pozablja, ampak tako, s časoma gre kar v pozabo. Pač ena vlada se je odločila, da bo sanirala banke, dala v njih 5 milijard, razloge pa preprosto pozabimo. Zvon 1, Zvon 2, Istrabenz, Pivovarna Laško, SCT, Vegrad. To so podjetja, imamo tudi imena, Tovšak, Zidar, Šrot, vsi so v zaporih. Bavčar, zaenkrat v bolnici, moral bi biti v zaporu. Tudi cerkveni dostojanstveniki na sodiščih za to, kar so naredili. In vse to so plačali slovenski davkoplačevalci.
Zaradi napak v preteklosti in to napak posameznikov smo na žalost morali sanirati banke z davkoplačevalskim denarjem. In če smo jih morali sanirati z davkoplačevalskim denarjem, je pač bilo potrebno spoštovati določena pravila. Nas Bruselj ni silil, da to naredimo. Če bi mi mislili, da to ni potrebno, pač tega ne bi naredili. Ampak jaz upam, da se vsi zavedamo, kaj bi stečaj bank v Sloveniji pomenil za državo, pomenil za ljudi in pomenil za slovensko gospodarstvo. In ker smo del evropske družine, je treba spoštovati pravila, ki znotraj te evropske družine veljajo. In ni prav, da danes zavajate slovenske davkoplačevalce, da če piše na dokumentu v slovenskem prevodu sporočilo, da to pač so preprosto želje komisije, ki jih ni treba upoštevati. To je zavajanje tistih, ki nas danes poslušajo in gledajo. In če bodo sodišča slovenska odločila, da je to v nasprotju s slovensko ustavo, jaz upam, da bo vlada, tista, ki pač takrat bo na oblasti, zahtevala tudi odgovornost Evropske komisije in Evropske centralne banke, ker so to pravila, ki jih ne postavljajo slovenske vlade, ampak ljudje iz Evropske komisije in iz Evropske centralne banke. Ali bi bilo bolje z pomočjo sanirati slovenske banke, če kdo misli, da nam kdorkoli da en sam evro zastonj, se krepko moti. Dobili bi pomoč, hkrati s to pomočjo, spoštovane gospe in gospodje, bi dobili pa še cel spisek zahtev, kaj vse je v tej naši državi potrebno narediti. Tako je bilo v vseh državah, ki so za pomoč zaprosili. Zato smo se borili, da še vedno sami odločamo o tem, na kakšen način konsolidiramo javne finance, kaj v naši državi delamo, da o tem ne odločajo drugi. Tisti, ki mislijo, da bi bilo bolje to narediti z evropsko pomočjo, naj Slovenkam in Slovencem povejo, kaj sledi tudi tej pomoči. Pa to ni zastonj denar, to je posojilo, ki ga je treba vrniti. Zdaj lahko spremljate grškega predsednika vlade, ki potuje od Kitajske do ZDA, so dobili pomoč, ampak to je treba vrniti. Vrniti. To ni zastonj. Zdaj se bom pa dotaknila še višine. Jaz ne vem, a je višina, ki so jo ugotovili zunanji revizori, pravilna ali ni pravilna. Nisem imela razloga in nimam razloga, da tem ocenam ne verjamem. 5 milijard je slovenske davkoplačevalce ta sanacija stala. 2500 evrov na vsakega Slovenca, na vsako državljanko in državljana. Hipotetično, če ne bi prišlo do izbrisa podrejenih obveznic, to ne pomeni, da bi sanacija bančnega sistema bila za 600 milijonov cenejša, ampak to pomeni, da bi vsakega Slovenca ta sanacija stala 300 evrov več. 5 milijard 600 bi morali v banke dati davkoplačevalskega denarja. 2500, če še enkrat hipotetično, pa te možnosti nismo imeli, ne bi bilo izbrisa podrejenih obveznic, bi vsakega Slovenca sanacija bank stala 2800 evrov. Če bi sanacijo naših bank naredili 2 leti prej, mislim, da sem zdaj tretja, ki govorim o tem, bi ta sanacija stala 3 milijarde manj. In jaz se strinjam, da je pa tudi tukaj potrebno poiskati odgovornost, zakaj se to ni naredilo. 3 milijarde evrov. Leto 2009, 10 in 11. Resnično mislim, da je prav, da enkrat zavedno povemo, zakaj se to takrat ni zgodilo.
Denar, ki smo ga dali v naše banke, preveč, premalo, ravno prav, je še vedno tam. Ta denar ni končal v privatnih žepih, kot je končal denar v podjetjih in v privatnih žepih, kot sem omenjala prej, v Istrabenzu, pivovarni Laško, v Zvonovih, v privatnih žepih menedžerjev teh podjetij. Ta denar je še vedno tam in če kdorkoli misli, da so naše banke prekapitalizirane, se je tudi obratna pot obstaja. Se obstaja tudi obratna pot. Dokapitalizacija je en korak, v nasprotno smer mislim, da se reče dekapitalizacija, če ne me boste pa popravili, ampak posledice, spoštovane gospe in gospodje, boste pa tudi morali nositi tisti, ki bi se za kaj takšnega odločili. Jaz vam povem, da si ne želim ali pa nikomur ne želim situacije, ki sem je bila deležna kot predsednica vlade, ko sem prevzela vlado. Ko ne veš na začetku meseca, ali boš na koncu meseca lahko izplačal pokojnine. Nikomur ne želim tega. Če pa kdo misli, predlagajte, skliče se skupščina, 100% lastniki smo v teh bankah, ampak bo treba tudi za to prevzeti odgovornost. Bistveno je pa to, da je ta denar tam, ni po privatnih žepih, je tam na voljo za naslednje korake. Seveda se guverner ne bo strinjal z mano in tudi Evropska centralna banka se ne bo strinjala z mano, pa še kdo se ne bo strinjal, ampak ta možnost obstaja. Če mislite, da je bilo toliko narobe, poskusite. Še enkrat želim povedati, da bi brez izbrisa podrejenih obveznic vsakega Slovenca sanacija bančnega sistema stala 300 evrov več. Pa še enkrat bom povedala, da te možnosti, da izbiramo, ali se odločimo tako ali tako, pravzaprav sploh nismo imeli. Naj pa zaključim s tem, da sem prepričana, da ni naključje, da se ta zgodba dogaja prav zdaj. 1 leto nazaj smo sanirali bančni sistem. 1 leto nazaj. Gospod je navajal podatke od ne vem kdaj, ampak ravno zdaj je bilo treba vso to zgodbo odpreti. Ravno zdaj, ko se na slabi banki v zelo kratkem času na zelo netransparenten način prodajajo določene terjatve. Slučajno? Jaz mislim, da ne. Vsa medijska pozornost je na tej zgodbi, za tisto ne vpraša pravzaprav nihče. In upam in zelo si želim, da ne bomo na koncu v obeh zgodbah našli isti